Ja, AirDrop. Niste mi napisali, bilo je vprašanje o AirDropu, točno kaj vas zanima, ker AirDropi so zelo različni. Pa bom kar nekako pavšalno na splošno. Torej, definicija AirDropa je, da je to marketinško orodje. In sicer je AirDrop bil znan še pred kriptom, uporabljajo ga pa podjetja, zato da potalajo stvari, tako, po domače povedano. Torej, brezplačno dajo ali neke stvari, ne vem, neka darila ali neke svoje izdelke ali, neke ugodnosti, v glavnem nekaj dobijo kupci, oziroma tisti, ki sodelujejo s podjetjem in tako lahko za neko akcijo tudi dobijo pač neki zastonj. To so lahko tudi kuponi, boni, ne vem, bon za nekaj, ne. AirDrop je bil tudi, se spomnim, v bivši Jugoslaviji, ko ni bilo denarja, ko je bila kriza v bistvu zelo velika, inflacija, deflacija, vse živo, hiper nekaj. V glavnem smo dobili bone. To ni bil denar, ampak si dobil bone in te bone si lahko, to je bil AirDrop, ne, s katerim si ti lahko nekaj dobil, ampak je bilo točno določeno, a je bil to kruh, moka, bencin, v glavnem nekaj, ne vem, kos oblačila, makaroni in to je to. Da bi dobil za tisti AirDrop čokolado, ne, na primer, ne, ali pa zdravila, ne. Okej, zdaj, v kriptu AirDropi so zelo različni. V glavnem jih uporabljajo za marketinške strategije, se pravi, da privlečejo ljudi k sebi, da promovirajo blagovno znamko, kovanec ali žeton, mrežo, aktivnosti, aplikacijo, igrice, NFT-je, ne vem, ni da ni, ne. In dobiš potem ta AirDrop zastonj v neki obliki, lahko je to, največkrat je to žeton in včasih tudi kovanec, ampak največkrat je to žeton. Zdaj recimo AirDrop je imel keks, primer, ampak to so vedeli samo izbranci in tisti, ki so bili prvi, in tisti tak ozek, ozek krog, zelo nefer. Tako da tisti, ki so bili čisto na začetku, ke so vlagali, ke so vedeli, jaz nisem vedela za to, a ne, so potem zadnji mesec pred tem AirDropom so začeli to na veliko oglaševati, tako da sem tudi jaz te stvari izvedela in sem pohitela noter, kupila pa vse, ampak nisem nič dobila in to je bilo kakor prepozno, ne, kakor samo za tiste ta prve. In oni so si tudi od tega denarja, ke smo ga mi vložili na koncu tisti mesec, ko so oni ta AirDrop reklamirali, so si razdelili med sabo, pobrali ven in v bistvu jaz imam kar veliko izgubo zaradi tega. Tako da pri AirDropih pazite, a je pravičen ali ni pravičen, ali boste kaj od tega dobili, a je to možno ali ni. Potem pa so še AirDrop prevare. Torej dobite, jaz imam kar nekaj kovancev ne kovancev, žetonov v denarnici, ki jih vidim na blockchainu, drugače v moji denarnici se ne vidijo, ker to je fake, več ali manj fake kovanec oziroma žeton, fake, lažen, in se ga ne vidi v denarnici, ampak ga pa vidim na blockchainu, a ne. Na blockchainu v bistvu jaz grem pol to preverit in zdaj do zdaj so bili še vsi lažni. In zdaj, če tisti kovanec po navadi je tako, da ga moraš celo klejmati. Ene moraš klejmati, plačaš za to fi, dobiš neko aplikacijo ali pa pač lahko dobiš tudi neko kodo v svojo denarnico in pol ti to pošlje Side in pač ti vse ukradejo, vzamejo, vdrejo,
pač na računalnik, telefon, v denarnico. Edino, če imaš, edino, če je Ledger ali pa Trezor, v bistvu je to zelo težko, ker moraš potrditi vsako transakcijo. Moraš potrditi fizično s prsti in to niti ni možno. Torej AirDrop, v bistvu AirDropov se pazite, AirDrop je kar treba ugotoviti, ali je ta prav ali ni ta prav. Pushchain recimo je imel AirDrop, skratka tisto, kar smo neke točke, ko si vložil kripto ali kripto, ja, pač določene vrste kripta smo lahko vlagali na začetku, še preden je bil pushchain narejen, in so potem neke točke smo dobili na neki aplikaciji od Richarda Harta in potem si za tiste točke dobil na pushchain mreži Pushchain. To je bil AirDrop recimo, ne. Potem eden večjih AirDropov je bil tudi Pushchain mreža, kjer si dobil vse kopije kovancev z Ethereum mreže na svojo mrežo, tudi en večjih AirDropov. En tak zanimiv AirDrop bi lahko bil recimo tudi X1 mreža od Xena, od Jacka Levina. Oni na neki način obljubljajo, da bomo pač tisti, ki imamo Xen ali pa DB Xen ali pa NFT Xen ali pa karkoli, kakršenkoli derivat od Xena, ker zdaj smo skurili Xen pa nekaj imamo, da bomo zato na tiste določene denarnice dobili neki AirDrop, mislim, da X1 kovanec, ne, na vse mreže. Na vse mreže, a ne, ker v bistvu Ethereum je eden in edini in vse izhaja iz njega. In vse, kar se dela iz tega ven, je ena in ista denarnica. Se pravi, vi imate številko denarnice, računa en in isti in pa tudi seedi in to je eno in isto za vse mreže. Samo preklapljate mrežo. Drugače pa isto, a ne. In mislim, da bo X1 enako, razen če bojo nekaj novega pogruntali, kar je pa možno, ne. Nič, malo bomo prečekirali, pol bom pa še na koncu povedala, vam bom še povedala, kaj je recimo eden od Bybit je centralizirana borza. Jaz ne delam na njej, sem pač neki predlog dobila, pa sem nekaj probala, ampak ne vem, ni mi všeč, no, zadeva. Kupujejo drugače ljudje namesto na Binance, ke je gor. In recimo tole je reklamno sporočilo: AirDrop incoming, climb your 1000 USDT position, a ne. Ne, 100, ne 1000, 100, to je 100. Malo slab vidim, ne mi zameriti. Majčkeno se mi pol kakšne nule zmešajo. To ste verjetno že opazili, ko ste mi eni napisali, ke sem nekaj slabo videla, neko ceno. Skratka, BitUSDT. Evo. BitUSDT. To niti ni USDT v bistvu. To je od Bybit USDT neki kovanc, ni kovanc, to je žeton, ki ga vi dobite, ampak ne dobite kar tako, treba je položiti gor evre ali pa dolarje in to ne malo in pol dobiš to, kakor, a ne. Zdaj jaz sem še nekaj probavati, pa je to tako komplicirano, bog vej, jaz ne vem, kako ljudje. To moraš prav imeti voljo pa, ne vem, prav biti igričar, da se s tem zezaš, no. Veliko boljše, čisto decentralizirano, v bistvu ti imaš 2, 3 gumbke, približno tako kot evro-dolar sistem, imaš 2, 3 gumbke, že prepošlješ stvari. Bolj ko je simpel, boljše je. In decentralizirano je bolj simpel, bolj preprosto kakor centralizirano, ko greš noter v neki sistem in pol te tam bombardirajo z vsem živim. Pa še ni to, ne, to ni USDT. To ni ta stablecoin, to je BitUSDT. Pazite na te stvari, a ne. Zdaj
a on sledi v bistvu ceni dolarja ali ne, to morate raziskati, koliko so veliki puli, bazeni, kakšna je likvidnost, to morate vse raziskati. V glavnem, pa še klajmati je treba, ne. Zdaj ponavadi klajmanje pomeni, da plačaš mreži provizijo, ne. Zdaj na centraliziranih borzah, zakaj grejo ljudje na centralizirane? Zaradi tega, ker so fiji dosti manjši, veliko manjši so, en drugega razloga pa ne bi vedela, no. To je po moje edini razlog. Jaz pa ne grem na njih zaradi tega, mislim, jaz, če ni druge, kupim tam gor, pa pol pošljem takoj dol na svojo denarnico, ker ne zaupam nobeni borzi, ker v bistvu sem imela do zdaj ful srečo, da sem takoj, ko sem ugotovila, da je ena taka centralizirana borza, da nekaj šteka, jaz sem takoj se dol pobrala in ponavadi kakšen dan, dva za tem so shekali, ne. Tako da jaz sem kar pozorna na te stvari, ker v bistvu z računalnikom se ukvarjam več kot 30 let in vem, kdaj komp dela, kdaj ne, kdaj mreža dela, kdaj internet kdaj to dela, kdaj ne. Kdaj v bistvu ga serje kakšen skript in te stvari. Mi je kar jasno, no, čeprav nisem programer, ampak me ful zanimajo te stvari, sem tehničen tip, me tudi, kar se tiče avta, meni je to vse jasno. Pač ženska, ampak meni je to vse jasno, bog pomagaj. Kar se kuhanja tiče, pa ne maram klasične kuhinje, delam vse po svoje. Čisto po svoje. Bo tudi to vam bom povedala. V glavnem, okej, dajmo pogledati, recimo, če greste vtipkate AirDrop, ne, boste našli zelo veliko člankov in vse živo je, napisano, opisano, ne vem, Binance recimo ima neki AirDrop zdaj, v glavnem pol imate še spletno stran, recimo, se lahko naročite, pa vam pošiljajo kdaj kakšen AirDrop, ampak dajte vse prebrati, ne, tule imate minuse in pluse, link do AirDropa, lahko greste pogledat, ampak morate res preveriti, a je to normalen, legalen AirDrop, a je kakšen nateg v bistvu, da vam vse poberejo, je tudi to možno, tako da res, res pazite. Dajte tudi pogledati moje prejšnje videe, v enem od njih sem pojasnila, kako preverjate te kovance, ne. Čakajte, klikam go to link, da vidimo, kaj bomo dobili. Chain AirDrop ali je program, neki program. Skratka, nekaj, Binance ima te marketinške fore, da nekaj narediš, nekaj moraš dati od sebe, karkoli, ali podatke ali nekaj, da potem nekaj dobiš nazaj, ne. To je zelo velikokrat tako, no. Okej, zdaj bi povedala še nekaj o največjem AirDropu vseh časov, ki je falil, ke se ni zgodil. In sicer, kaj naredim stop share, boste mene gledali. Putin, Rusija, potem Vitalik Buterin in Ethereum. Evo, to so 4 besede, ki so naredile, pa še zraven bil še Richard Heart pa Hex. Zgodba gre pa takole. V bistvu je pred časom je Putin sklenil, to sem tudi opozorila v mojih videih, je sklenil pogodbo z Buterinom, in sicer je bila namera narediti največji AirDrop na planetu, torej oni so poskusno probali evrodolar sistem pa ruski sistem, ki je zdaj nov, ke je izstopil iz SEPA sistema, ko je pač Evropa nekaj začela drekati Rusiji, in zaprla pipce je Rusija, šla pač po svoje, po svojih poteh in se ne ozira pač na malo in revno Evropo. Staro in zabito Evropo, a ne. Skratka, Putin je imel idejo, da bi šlo vse skupaj na blockchain, ampak seveda centraliziran, a ne. Tukaj zraven bil še Richard Heart in Hex naj bi bil kakor neka glavna valuta, ne. Ker Hex posnema bitcoin, ampak ima pač neke
je na Ethereum mreži, to je razlika. In je, se pravi, je derivat Ethereuma in pa je, narejen kakor boljši store of value, boljša tehnologija in tako. Čeprav niti to ne drži, no, pač saj se vidi zdaj, ne. V glavnem, hoteli so po mojem mišljenju, to je zdaj moje mišljenje, zamenjati vse te lokalne valute za neko kriptovaluto in imeti centraliziran blockchain, ki ga bodo nadzorovali, in recimo, ne vem, ti bančni računi, ki jih imamo, oziroma pač tisto območje, kjer naj bi naredili ta airdrop, naj bi zamenjali za kripto denarnice, a ne, oziroma kripto blockchain denarnice, kakršenkoli že. To so nekaj po svoje hoteli narediti, nekaj čisto po svoje, ampak ni uspelo, ne. Zadeva ni uspela. Jaz sem že takoj na začetku sem vedela, da to ne bo šlo, zaradi tega, ker je kripto blockchain ni namenjen centralizaciji, so sicer centralizirani blockchaini za podjetja, korporacije obstajajo, jih uporabljajo, ampak ne moreš vladati celemu svetu, se ne da, a ne. Ne da se. Mene ne more noben nadzirati, ker imam v bistvu decentralizirane sisteme, a ne, pač za kripto. In če bi bil za, fiat valute kakšen decentraliziran blockchain varianta, bi ga uporabila takoj, v istem šusu, a ne. V glavnem, to se ni obneslo, no, pač in tudi tam naj bi bil največji airdrop na planetu in to pomeni, da bi zamenjali vse lokalne valute z neko kriptovaluto, torej vzamejo ti valuto, zamenjajo in ti airdropajo, dajo bum, tresk na tvojo denarnico pač kovance. Neke žetone, kovance, s katerimi bi plačeval, kupoval, prodajal in verjetno tudi plačeval davke, ampak stvar ni šla skozi. To je bila ena največjih polomij v zgodovini. Dobro, v glavnem, to so pozabili, zdaj verjetno delajo v nekem novem sistemu. Jaz mislim, da sem nekako odgovorila, kaj je airdrop, ne. Videla pa sem neke reklame, da sem neki airdrop, neki kripto zastonj, v bistvu sploh neki Slovenceljni to govorijo. Jaz to ne gledam, ne vem, za kaj gre, lahko mi vi sami poveste, zato ker vse to poznam več ali manj te ljudi in, ne bi komentirala, no, pač te zadeve, ne bi preveč komentirala teh stvari. Če vas nekaj kaj res konkretnega zanima, mi konkretno napišite, pa bom šla konkretno pogledat samo za vas, pa gledate ta moj Youtube kanal Silvin, in vam bom povedala, kaj jaz mislim. Ker drugače pa jaz sploh, jaz to kar preskočim, pol mi gre na živce te, zastonj, če nimate denarja, ne, ljudje, če nimate denarja, ne iti v kripto, prosim. Ne dajati zadnji keš za nekaj, kar niste sigurni, da boste sploh kdaj videli še v življenju. Kripto je Teksas. To je špekulacija, lahko ful dobite, lahko ful izgubite, lahko, v glavnem ne veš, pika. Upam, da sem to že dostikrat povedala. Bodite fajn, v redu, zdravo, krasno, v glavnem danes je en krasen, lep pomladni dan, imeli smo to veliko snežno neurje pred kratkim, odtrgalo mi je sleme na kozolcu, tako da bom morala to zdaj zrihtati. Fajn bodite, čao, čao.